En lep pozdrav vsem, ki mislimo, da je treba in da bo treba marsikaj spremeniti v tej družbi, da bi lahko normalno živeli mi, pa za nami tisti, ki prihajajo. Mi smo bili prepričani tu, tam in tako dalje, prijatelji, da je osrednji problem pravzaprav nekako v našem parlamentu. Bučar je rekel, če niso poslanci neodvisni, ni demokracije. Vemo, kako pridemo do parlamenta, zato smo se najprej lotili, da pripravimo drugačen model izbora poslancev, to se pravi, začeli smo delati na zakonu o volitvah v državni zbor. Prvi predlog smo dali, ne boste verjeli, 1996. leta in predlagali približno tisto, kar se še danes dogaja. Vendar se je izkazalo, da politične stranke ne želijo spremeniti sistema, ki jim daje nadnaravno moč nad civilno družbo, in od takrat dalje imamo opravka s ponavljajočimi se volitvami, ki dajejo čedalje slabše rezultate. Drug predlog, nov, smo oblikovali po nemškem vzoru v decembru lanskega leta. Marca letos ga je Zveza društev upokojencev predložila v proceduro, kjer so ga zadušili, in od marca, kljub temu, da ga je podpisalo 5700 volivcev, ni prišel niti do odborov. Zato smo se mi lotili načrta B. Jaz sem se tu pridružil skupini Sinteza, ki je imela celo vrsto dobrih predlogov, in smo vprašanje, ali prej spremeniti sistem, ali prej zamenjati ljudi, to je gordijski vozel, kajti sistema ti ljudje, ki so zdaj tam, ne bodo spremenili. Teh ljudi pa ne moreš zamenjati znotraj sistemu. Znotraj tega sistema smo se mi odločili, da gordijski vozel presekamo in da poskušamo priti po sedanji zakonodaji s posebno metodo v parlament in priti z ljudmi, ki bodo potem pripravljeni spreminjati ta popolnoma zgrešen sistem, ki ga imamo danes. In začeli smo iskati, in čist na kratko vam lahko predstavim idejo in mislim, da pravzaprav to je ena mišja luknja, ki nam je ostala, skozi katero se mogoče lahko pretihotapimo v parlament. Tej luknji se reče predvolilna koalicija. Dogovorili smo se in začeli pripravljati, in meni je žal, da vam ne morem globoko predstaviti, kaj bi bila ta koalicija civilne družbe, koalicija nas vseh, ki pravzaprav želimo spremembe, ki bi v prvi fazi naredila skupno kandidatno listo. Pri imenovanju ljudi na ta mesta, ki bojo kandidirala, bi pa sodelovali pravzaprav vsi segmenti civilne družbe, to se pravi vse institucije, ki so za to zainteresirane, da z nekim vrste pred izborom javno, ne tajno, kot to delajo stranke, pripeljemo na kandidatno listo res ta prave ljudi, ki bojo zastopali interes civilne družbe, ne pa političnih strank. V normalnih državah je pač tako, da parlament dela zakonodajo, ki se jo mora držati vlada in gre po tej poti. Pri nas je obratno. Pri nas se kvartet 4 partijskih liderjev, ki sestavljajo koalicijo, dogovori za določeno stvar. Ta dogovor mora sprejeti vlada, to je vlada njihovih strank, in kar sprejme vlada, mora potrditi parlament, ki je tako postal izvršni organ kvarteta političnih liderjev. Temu jaz rečem strankokracija ali nasilje strank nad civilno družbo. In to bi radi spremenili. Koalicija civilne družbe, katere cilj bi bil priti do pravih kandidatnih list, na kateri ne bojo ljudje, ki jih bo imenovali strankarski lideri, bi šele omogočila, da mi dejansko pridemo do drugačne zasedbe. Zdaj seveda tu bo treba videti, ali smo sposobni se dogovoriti
za tako predvolilno koalicijo, ali smo sposobni stopiti skupaj in dejansko to izpeljati. Takoj končam. Prej je rekel gospod Magaj, da Magaj na 70 strank neparlamentarnih. Smo se sposobni dogovoriti? Jaz samo sprašujem. Ta koalicija ne bi nikomur ukinila njegove lastne identitete ali subjektivitete, dala bi pa nam vsem možnost, da se skozi špranjo, ki nam je ostala po diktaturi političnih strank, vendarle prebijamo na svetlo. Hvala lepa.